Pogovor o. Dober dan. Odhajajoča vlada Roberta Goloba je na dan potrjevanja novega predsednika vlade Janeza Janše 25. maja objavila nacionalne prehranske smernice za prehrano 2025. Ker je hrana izjemno pomembno vprašanje tako za posameznika kakor skupnost in državo, ni čudno, da je objava naletela na dokaj oster odziv strokovne in laične javnosti. Ob tako občutljivem vprašanju namreč ne sme biti enostranskih odločitev, saj se hrana tiče prav vsakega od nas. Z vami bo Meta Potočnik, za več pojasnil pa sem povabila izredno profesorico doktorico Mojco Korošec iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Dober dan. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Tu je še dr. Matej Gregorič iz NIJZ, kjer deluje kot magister živilske tehnologije in doktor bioznanosti z področja prehrane. Dober dan. Ja, lepo pozdravljeni. Z nami pa je tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, dr. Jože Podgoršek. Dober dan. Lepo pozdravljeni. Torej, naš pogovor se bo dotaknil prehranskih smernic. Smernice sicer nimajo zakonodajne moči, imajo pa posreden vpliv na javno zdravstveno politiko in zdravje prebivalcev. Malce nenavadno je, saj nekateri so tako komentirali, da teh smernic nista izdala Nacionalni inštitut za javno zdravje ali Ministrstvo za zdravje, temveč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri objavi sta sodelovali še Ministrstvi za zdravje ter za okolje, podnebje in energijo. Morda za uvod, kakšna je pa splošno moč takšnih in podobnih smernic, kakšen vpliv imajo in ali jih v resnici potrebujemo in zakaj jih potrebujemo, morda gospa Mojca Korošec. Zdaj, rekli ste, da pač same smernice nimajo enake teže kot naprimer zakon, vsekakor pa imajo svojo moč, zato ker se naprej pravzaprav implicirajo tudi v nekih prehranskih politikah in pa zdravstvenih politikah. In pa tudi v samih usmeritvah v delovanju različnih inštitucij, kot tudi ne bi vplivale na vedenje vsakega posameznika, se pravi, tukaj nekako ciljajo na odraslo slovensko populacijo, se pravi, ne bi vplivale tudi na naše obnašanje pri prehranjevanju, pri nakupnih navadah tudi vseh nas odraslih Slovencev. In če pokomentiram še to, pravzaprav javno zdravje je domena Ministrstva za zdravje in pa Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsekakor je prav, da sodeluje pri sestavi takih smernic tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kar pokriva precejšen del pravzaprav same proizvodnje in pa predelave hrane. In pa ker se nanašajo na pravzaprav tudi na trajnostne vidike, je prav, da tudi samo Ministrstvo za okolje, podnebje in pa energijo sodeluje. Vendar pa nekako celoten proces ni bil speljan nekako po pričakovanjih, po nekih ustaljenih principih, korakih, da bi lahko se že v tem, se pravi, že v postopku nastajanja smernic nekako vsi sodelovali in pa tudi transparentno in pa enakovredno sodelovali v tem procesu. Tako, to je bilo večkrat v javnosti tudi v zadnjih tednih povedano. Bomo o tem še kaj več rekli. Gospod Jože Podgoršek, kakšen pomen pa ima za kmetijstvo takšen dokument, recimo, ko bo takšen, da se bomo lahko vsi z njim strinjali? Ja, zagotovo prehranske smernice potrebujemo, vendar potrebujemo prehranske smernice, ki so narejene na podlagi stroke in ne nekih ideoloških pogledov, ne enostranskih pogledov. Če pogledamo samo našo Republiko Slovenijo in če vemo, da je kar 3/4 vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi na območjih z omejenimi dejavniki, da je več kot 55% vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi na gorskih in hribovskih območjih, potem tukaj ne moremo mimo dejstva, da če želimo imeti Slovenijo lepo obdelano tudi v bodoče, brez živinoreje ne bo šlo. Torej, to so območja, kjer pšenica verjetno nikoli ne bo rasla, zaradi naravnih danosti, ne zaradi tega, ker jih ne bi mogli. In dokler prehranske smernice navajajo tako enostranski pogled, kot jih omenjene smernice, in delamo prehranske smernice na podlagi samo okoljskega odtisa, ne pa drugih vidikov za Republiko Slovenijo, mi menimo, da so takšne smernice škodljive tudi za slovensko kmetijstvo in nenazadnje tudi za dolgoročno prehransko suverenost v naši državi. Kajti, kot ponavljam, sam bi razumel prehranske smernice
kot nekaj, kar bi vsakdo vzel v roke in pogledal, kaj je tisto, kar je zdravo za njega, glede na fizično aktivnost, glede na življenjski slog in tako naprej. In bi na podlagi tega se bi v smernicah našel tiste poti do zdravega prehranjevanja, ne glede na ostale vidike. Torej, tudi mi na kmetijah, v kmetijstvu večkrat rečemo, da verjetno večina slovenskih rejnih živali je bolj uravnotežen obrok kot pa večina ljudi. Kajti kmetje znamo izračunati za vsako fazo rasti, za vsako vrsto živali, pri mlečnih živalih za laktacijo in tako naprej, glede na obdobje laktacije, točno kaj potrebuje in jo s tem tudi potem krmimo, zato da dobimo čim bolj uravnoteženo prehrano. In to je smernica prehranjevanja pri živinoreji, to poznamo. Tam je jasna smernica. Ja, pripeljemo tudi beljakovinsko krmo, ker jo v Sloveniji ne pridelamo dovolj, ampak jo potrebujemo, ker jo živali potrebujejo. In podobno bi pričakovali tudi pri smernicah za ljudi. Torej, ne glede na ostalo, poglejmo, kaj je tisto, kar je najboljše za človeka v določeni fazi rasti, razvoja, glede na življenjski stil. Potem je pa prav, da se vsakdo sam odloči o tem, kako se bo prehranjeval, vegetarijansko, vegansko in tako naprej, ampak smernice ne smejo slediti nekim ideologijam ali pa enostranskim pogledom tudi na razvoj Slovenije ali pa upoštevajo samo okoljski odtis, ki je v teh smernicah zelo pomembno obtežil te smernice, ampak tudi ostale poglede posamezne živinorejske panoge, posamezne kmetijske panoge. Gospod Matej, kako pa ste pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje sprejeli te smernice? Koliko ste bili vključeni v to, če ste sploh bili in kaj pa je vas kot strokovnjake zmotilo? Se strinjam že to, kar je bilo povedano od sogovornikov, ampak samo jedro razprave, torej ni vprašanje, potrebujemo zdaj več zelenjave, stročnic in pa manj ultraprocesirane hrane, ki se jo ne želimo. Mislim, da okoli tega obstaja zelo močen strokovni konsens. Se pa je v samem postopku nastajanja priprave teh smernic porajalo pač nekaj dvomov glede samega postopka, na kakšen način je ta postopek potekal. Seveda nekaj bilo dvomov okoli sestave strokovne skupine, kjer nam kriteriji za izbor teh članov niso bili pravzaprav pojasnjeni. Sama transparentnost ni povsem jasna glede izbora dokazov oziroma moči dokaza, kateremu vidiku prehrane dati večjo težo. Predvsem pa nas je motila odsotnost širše strokovne razprave, tako kot ste prej slišali že od sogovornikov. Skratka, potreben je en večji, širši konsens, ker ne nazadnje morate razumeti, da na eni strani seveda je konsens stroge, na drugi strani so pa ljudje, ki jih morajo seveda pod potrošniki, ki jih moramo ponotranjiti. Upoštevati je treba zlasti kulturo, tudi sprejemljivost, kulturno sprejemljivost, upoštevati naše prehranske navade, tradicije, okus, na katerega smo konec koncev navajeni. In še nekaj pomembno, zdaj pri samem postopku, bom rekel, samega nastajanja smernic se je mogoče tudi to zmotilo, ker je bilo res premalo, torej preveč se dotočilo vse skupaj na vidik tega, kar ljudje dobijo na krožnik, premalo pa seveda na celotno prehransko verigo in naše zmožnosti, kaj si lahko privoščimo, kaj nam okolje ponuja, kaj kot neko možno izbiro. In še nekaj prej, ko ste vprašali o sami moči takšnih smernic. Zdaj raziskave so pokazale, da same smernice same po sebi ne spremenijo prehranskih navad. To je dokazano. Bistveno večji učinek imajo spremembe prehranskega okolja. Se pravi, okolje, v katerem smo, v katerem živimo, delamo, se šolamo in tako naprej, bistveno bolj determinira našo prehrano. Se pravi, tisto, kaj nam je na voljo vsak dan, kaj lahko izberemo, kaj si lahko tudi za svojo finančno zmožnost privoščimo. Vse to. Sicer pa, kar se tiče še vsebinskega, mogoče za izpostaviti je pa to, da so ostala odprta nekatera strokovna vprašanja, ki smo jih naslovili že v našem obsežnem mnenju, mislim, da je bilo to v novembru ali decembru leta 2025, lansko leto. Predvsem manjka, torej prisotna je ta odsotnost modeliranja prehranskega vzorca kot celote. Se pravi, smernice se zelo dotočajo na posamezna živila, hranila in seveda
argumentirajo to v smeri podporo z številčnimi literaturnimi viri, ne dajo pa nekega odgovora, kako bi lahko argumentirano postavili ta količinska priporočila, ter ocenili koristi na eni strani, pa tveganja in pa negotovosti pri teh priporočilih. Zdaj, pozorili smo pa tudi nekatere vsebine, se pravi to prehransko modeliranje, pa optimizacija, se pravi predvideti prehranski vzorec, ga pravzaprav izpeljati in preveriti v praksi, kako to deluje, da se slučajno, seveda pri hrani morate vedeti, da se spremembe sprejemajo zelo tako, bom rekel, z malimi koraki, zelo previdno, zelo je prisoten previdnostni princip, ker hitro lahko nekaj naredimo neko škodo in v tem primeru je to modeliranje in potem bom rekel, preveriti take smernice v praksi izredno pomembno. So pa še nekatere vsebinske stvari, ki presegajo ta klasičen javnozdravstveni okvir, prehranskih smernic zahteva seveda dodatno presojo. Smernice se recimo navajajo posamezni dietni režimi, kot je postenje, časovno omejevanje hrane, ketogena dieta, dieta po krvnih skupinah, potem so tudi neke usmeritve glede rabe prehranskih dopolnil, ki pa niso podprte z ustreznim vrednotenjem in niso povezanih tveganj ali pa indikacij, v katerih ne peljuješ nekoga, da to pravzaprav uživa. In zaradi vsega navedenega in zaradi občutka, da postopek ni potekal najbolj transparentno, smo se tudi odločili in predlagali Ministrstvo za zdravje, da pozove neodvisno referenčno inštitucijo, mednarodno inštitucijo, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, da oceni te smernice, in seveda smo veseli, ker so se na to odzvali, ampak do danes seveda še niso uspeli predelati te materije, tako da odgovora še nimamo. Vsekakor to kaže, da bomo v Sloveniji vendarle imeli neke prehranske smernice, ampak najbrž v neki drugačni obliki, pa z večjim sodelovanjem. Profesorica doktorica Mojca Korošec, vi ste bili tudi medijsko izpostavljeni. Koliko ste vi sodelovali pri tej pripravi, kaj pa je vas zmotilo pri sodelovanju, če je sploh bilo pripravi? Sodelovala sem, tega ne morem zanikati, zato ker sem bila maja 2024 pač sklepom Ministrstva za zdravje imenovana v razširjeno skupino za oceno prve verzije teh smernic. Te smernice so bile tudi prikazane oziroma predstavljene na javni predstavitvi 21. maja 2024, kjer sem tudi sodelovala in pač tudi takrat nas je že nekaj, oziroma tudi prisotni, ko smo bili, smo že tam pač podajali določene pripombe, komentarje na to. Prijeli smo pa tudi, se pravi, oziroma predvidevam, da vsi, ki smo bili imenovani ali pa saj verjetno potrdili, ne vem, kakšen je bil postopek, v glavnem prijela sem tudi pravzaprav tisto prvo verzijo teh smernic, ki je bila spisana v angleškem jeziku. Tako da moje pripombe so se nanašale pravzaprav tako na določene, kar na nekaj vsebinskih zadev, tako glede same klasifikacije živil, kot potem tudi rangiranja oziroma nekega scoringa za izločitev ali pa za nekako za določanje virov in pa živil, ki so recimo bogatejša z nekimi hranili, kjer sem upozorila pač na posamezne metodološke pomanjkljivosti, ker so bile tudi nekoliko pač po moji presoji nekatera živila nekorektno predstavljena recimo kot vir. In pa potem tudi na samo rabo določenih terminov v dokumentu. Tako da potem me je pa zelo presenetilo, pravzaprav se pravi po vsem tem, to se je dogajalo v maju 2024, začetek junija smo morali pač te komentarje oddati in od takrat naprej nisem prejela nobenega dokumenta več. Niti ne te končne zadnje verzije, ki je pa pravzaprav bila, kot ste omenili že datum, kdaj je bila javno objavljena, v slovenskem jeziku. In tudi v tem slovenskem jeziku, kar me je recimo tako razočaralo, da pa tudi prevodi posameznih strokovnih terminov niso korektni. Med drugim recimo ena taka, ko govorimo o polnozrnatih izdelkih, kjer sem opozorila, da manjka vsaj neka definicija, oziroma pa z nekim kredibilnim virom, kar je bilo potem v slovenski verziji dodano, vendar pa je zdaj za polnozrnate izdelke povsem nekorekten prevod, da gre to pravzaprav za nepokvarjene žite. O nepokvarjenih žitih v tem kontekstu ne govorimo.
No, to so že taki detajli, ki so pa vendarle za stroko pomembni, ne? Gospod Podgoršek, pri vas v Kmetijsko-gozdarski zbornici menite, da gre lahko v ozadju tudi za bolj ideološke pristope, ker kolikor sem prebrala, je precej promoviranja rastlinske prehrane, kar sicer ni problem, verjetno moramo ljudje vendarle pojesti več zelenjave, to nas učijo tudi, ko greš, ne vem, na izobraževanje v centre za krepitev zdravja, ne? Je polovica krožnika namenjena zelenjavi, to vem, ampak zakaj pa je lahko tukaj v ozadju, so lahko tudi okoljski, neki veganski vplivi, da smernice niso samo zdravstvene, ampak še kaj drugače, na čem, kako to argumentirate? Ja, mi smo tudi te smernice pregledovali tudi na podlagi nekaterih preteklih strokovnih gradiv, ki jih je to isto ministrstvo objavilo, torej Ministrstvo za kmetijstvo, kjer so v preteklih gradivih nekako nekatere miselne vzorce razbijali, kot je na primer, da je živinoreja en največjih onesnaževalcev, kot je na primer, da v Sloveniji pojemo več mesa kot v drugih evropskih državah. Torej, ti miti so že padli. In potem pride to gradivo, kjer ponovno postavlja te iste mite. Torej, eno in isto ministrstvo enkrat govori je in drugič ni. Oziroma, gradiva, ki jih objavljajo, govorijo o tem. Vse poznamo tisto komedijo z gradivom, ki je bilo, pa so ga mogli ugasniti, pa je spet prišlo nazaj, umakniti, pa je spet prišlo nazaj. Torej, zato nas je pri takšnih smernicah, pri takšnih gradivih, ki niso strokovno podkovana, takšnih gradiv res strah. Kajti ponovno, moram biti iskren, zlasti v času zadnjih nekaj let, se je res čutila ena velika gonja proti kmetijstvu, še posebej proti živinoreji. In ponovno ponavljam, Slovenija je tako drugačna kot večina evropskih držav, da imamo tudi temu primerno drugačno hrano, ki je dostopna v tem našem prostoru. Sej, če pogledamo malo širše po svetu, imamo mediteransko hrano, seveda tam, kjer je več rib in tako naprej, pa pustimo te prehranske vzorce in kot so že moji predhodniki povedali, je prav, da se prehranske smernice naslanjajo tudi na nek kraj, kjer živimo, na neko dostopnost kvalitetne hrane iz okolja, kjer živimo. Kajti, če smatramo, da bomo kvalitetno živeli samo na podlagi uvožene hrane, je prav, da se vprašamo tudi o vplivih na okolje pri transportu te hrane do našega krožnika. Torej ne, moramo potem pogledati to sliko čim širšo. In zato menimo, da so te smernice nastale izrazito ideološko, torej predvsem z vidika naravovarstva, drugačnih prehranskih smernic, čeprav vemo, da je človek po zgodovini vse jed, da je hrano živalskega in rastlinskega izvora, da čelo potrebujemo nekaj živalskih maščob zaradi topnosti vitaminov in tako naprej. Sam nisem strokovnjak z tega področja, pa vendarle smo se o tem veliko pogovarjali v preteklosti. Ja, drži pa, morda pa pojemo kakšen del mesa preveč, kakšno kilo mesa preveč, o tem ne razpravljam, zato je pa prav, da stroka pove. A koliko tistega, kar mi pojemo, je dobro za naše telo, pestra prehrana in tako naprej. Zdaj ne smemo pozabiti še na eno dejstvo. Tudi sam, kot nekdanji minister, sem dobil velikokrat vprašanje, kako to, da smo v tem trenutku tako slabo samooskrbni, ne vem, 50 let nazaj pa je bila Slovenija kar samooskrbna, pa po samosvojitvi pa tako naprej. Ja, drži, ker smo imeli tudi prehranske navade drugačne. Torej, če bi se mi želeli vrniti v večjo raven samooskrbe, ne moremo mimo spremembe prehranskih vzorcev v smeri sezonskega prehranjevanja. Torej, mi vemo, kaj smo jedli po zimi, kislo repo, kislo zelje, pečenico, krvavico, karkoli je bilo. Poleti, ko je bilo več hrane rastlinskega izvora, se praktično nismo ukvarjali z mesom, ampak smo jedli to, kar je bilo na domačem vrtu. Zelenjavne juhe, zelenjava na 1001 način. Skratka, tukaj menimo, da bi bilo prav, da prisluhnemo tej ponudbi na lokalnem okolju in na podlagi tega naredimo tiste najbolj zdrave smernice, ki so pomembne za naše telo in tako naprej. Kajti, dovolite mi samo še eno misel, če bomo bazirali prehrano in smernice in tako naprej na uvoženi hrani, na to hrano lahko bolj ali manj računamo, seveda na dostopnosti hrane lahko vedno računamo v tako imenovanem mirnem času.
V tem trenutku imamo velike geopolitične preizkušnje, izzive v naši okolici. In tisti, ki se spomnimo začetka COVID-a, vojne v Ukrajini in tako naprej, dobro vemo, da imeti vedno na mizi vse, kar si mi želimo, je bil takrat velik izziv. Pa če pogledamo samo v letošnjem letu, si je kdo sploh upal razmišljati o tem, da bomo prišli nazaj na bone za tankanje goriva. Ni veliko manjkalo. V času, ko imamo vsega v izobilju, se mala sprememba nekje drugje na drugem koncu sveta odrazi pri nas kot veliko pomanjkanje. In pri hrani se nam to lahko zgodi, če se bomo igrali z lastno samooskrbo, če ne bomo podpirali pridelave in reje živali v mirnem času, ko bo kriza, se lahko zgodi tudi pomanjkanje na policah. Poslušate oddajo Pogovor o prehranskih smernicah 2025. Eden od soavtorjev smernic, okoljski znanstvenik Žiga Malek, je sicer dejal, da potrošnikom ničesar ne prepovedujejo, ampak le svetujejo. Pa se bi malce dotaknili tega, kaj svetujejo. Prej ste že omenjali meso, to je zelo občutljivo področje. Če nisi vegetarijanec, se mi zdi, da ljudje hitro privzdignejo obrvi in reče, tu pa mi nihče ne bo nič govoril, ne? Saj tako vidim o pogovorih z drugimi. Kje se stroka pravzaprav strinja glede uživanja mesa? Koliko, ali je 300 gramov na teden nekaj, kar lahko sploh nekomu rečemo ali ne, ker je to zelo občutljivo področje. Kako bi recimo, če samo pri mesu ostanemo, gospod Gregorič, prosim. Prehrana je res zelo tako intimno vprašanje, osebno vprašanje vsakega posameznika, tudi njegove osebne odločitve in izbire. Ampak, tako kot je povedal že predhodnik, res je treba pri tem zelo izhajati iz tega, v kakšnem okolju smo, kakšne so naše danosti, kakšne so naše možnosti. To mislim, da je temelj, da iz tega izhajamo, tudi z vidika prehranske varnosti. Zdaj pa, če vam odgovorim še na to, koliko mesa je zdaj še recimo sprejemljivo ali nesprejemljivo, okoli tega teče veliko ene debate in pomislekov. Zdaj vas bom verjetno razočaral z odgovorom, ampak odgovor ni tako enoznačen. Težko kar tako reči neko številko, neko gramaturo. Je pa dejstvo, da je meso že od nekdaj, tako kot je bilo izpostavljeno, mi smo omnivori, vse jedi, tudi meso v zmernih količinah je sestavni del pestre mešane prehrane, zlasti če govorimo o nekem nepredelanem mesu. Ključno pa je seveda razlikovanje med vrstami mesa, pa seveda stopnjo neke predelave, kako visoko procesirano je to meso. To pa seveda potem že nekako determinira v nadaljevanju, kako je treba pravzaprav bolj pristopiti k temu vprašanju. Tako da zdaj v sami nepredelani obliki lahko rečemo, dokler človek ne predela mesa kot takšnega, je seveda meso povsem zdravo živilo. Zdaj, pomembnejše od nekih natančnih gramov, zdaj v tem diskusiji je bolj pomembno razumevanje celotnega prehranskega konteksta. Mi moramo meso postaviti oziroma videti ta big picture, se pravi celo sliko. Torej, kakovost celotne prehrane, kako pogosto nekdo uživa, predelane izdelke, ultraprocesirane mesne izdelke, kakšno ravnovesje je z drugimi skupinami živila. Pa ne nazadnje poznati moramo tudi seveda posameznikov življenjski slog, ker na zdravje seveda vpliva številne determinante, ne samo dejstvo, ali uživaš meso in koliko ga uživaš. Zakaj je problem seveda zdaj meso? Govorimo seveda predvsem o problemu predelave mesa, zato ker s tem, ko deležen neke predelave, običajno seveda taki izdelki potem imajo nekoliko slabši prehranski profil, imajo več maščob, pa verjetno soli, pa nekaj aditivov, ki nekateri so tudi neobhodni, pa izpostavljamo jih dimljenju, pa visokim temperaturam, in takrat začnemo seveda govoriti o nekem relativnem tveganju, ampak poudarjam relativnem, ki se seveda povečuje za neko količino teh mesnih izdelkov. In zdaj, če bi seveda želeli dejansko oceniti izpostavljenost tega tveganja, bi mogli zelo natančno za neko določeno skupino prebivalcev pač ugotoviti izpostavljanje tem škodljivim snovem in oceniti realno, kakšno je to tveganje. Znane pa so seveda povezave z določenimi zdravstvenimi izidi, kot najbolj je bilo preiskovana rak debelega črevesa, pa tudi druge zdravstvene izidi. Seveda pa govorimo o povezavah. To je zelo ključno. In povezave,
To študije to kažejo, ne? Ki pa jih ljudje, ki seveda težko razumejo take smernice, hitro prevedejo v vzročnost. Ne? Se pravi, ne, ješ meso, zdaj torej bom zbolel. Ne? In seveda ni tako. Ne? Ali je meso seveda primerno za dnevno prehrano ali pa za občasno prehrano, vsekakor. Kot sem rekel, seveda zdravje ni odvisno od ene same komponente. Ne? In je bolj pomembno imeti kakovostno prehrano, ob tem pa seveda tudi paziti na sicer celosten življenjski slog. To je že gospod Podgoršek verjetno malce povedal, pa tudi vi ste omenili, da je pomemben celoten sistem in vzgoje in izobraževanja in vsega. Ni samo to, kaj piše na papirju. Torej, meso, gospa Mojca Korošec, kako pa vi gledate na to ali pa tisto, kaj je še neka zdrava mera? Govorimo seveda o smernicah za odrasle ljudje, tako od 18. leta dalje. Ne govorimo tukaj o smernicah za otroke. Mislim, da je to zelo potrebno poudariti, da je to že posebej urejeno. Ne? Kako pa živimo, da tudi otroci bojo težko sprejeli nekaj novega, samo zato, ker jim bodo prinesli na krožnik in ne marajo zelenjave in tako naprej. Kaj zdaj najrajši imajo pa hamburger, pomfri in te stvari. Ne. Kaj zdaj s tem mesom, recimo, če smo samo pri tem, ker teh hrane je ogromno in ne moramo pokomentirati vsega. Ne. Mogoče tudi pri mesu imamo malo težavo. Ne. Če pogledamo v širšem kontekstu in pogledamo na količino rib, kot jo recimo Slovenci pojemo. Ne. Pravzaprav recimo priporočljive, ko govorimo o mesu. Zelo velikrat se pravzaprav meče vse v isti koš, tudi kadar se dela ocene vnosa, da so meso in mesni izdelki. Ne. Kar je pa po svoji sestavi zdaj tako z vidika nekih nasičenih maščob lahko, sploh pa količine soli, ali pa potem še nekih aditivov, velika razlika. Ali govorimo pač čisto o kosu mesa, predvsem kadar govorimo o pustem mesu in pa pač celemu asortimentu recimo nekih mesnih izdelkov. Ne. Recimo mesni izdelki, to so paštete, salame, klobase, vse to mišljeno. Tako, vse v različnih oblikah. Zdaj, ali različne salame, klobase, potem neke barjeni izdelki, paštete in tako naprej. Kjer se potem tudi uporabljajo, kjer se seveda, pač še vedno je to lahko strukturirano meso, lahko je tudi že manj strukturirano, pa potem določeni še, či sicer zakonsko dovoljeni aditivi oziroma tehnološka pomagala za to, da tak izdelek narediš. Ampak razlike seveda so. Se pravi, eno je pravzaprav ribe, mogoče tukaj vse na tej stopnji samooskrbe, perutninarstvo je v bistvu ena taka lepa svetla luč, tako da recimo, tukaj smo dokaj samooskrbni, in tudi kakovost same perutnine je visoka, tudi ponudba izdelkov, recimo tudi, če gremo kot v perutninske izdelke, imamo v bistvu zelo dobro ponudbo tudi z tistega vidika nekoliko oziroma zdravju bolj primernih izdelkov, morda. Vendar pa, če se vrneva malo nazaj pravzaprav na oblikovanje nekih prehranskih navad, ko ste se navezali tudi na otroke. Naše prehranske navade se oblikujejo v našem okolju. Zdaj, eno je tisto najtesnejše okolje, se pravi naša družina, potem pa nekoliko širše, recimo tudi inštitucije, šole, ki jih obiskujemo in pa pač seveda krojijo tudi malo ti izgledi po prijateljih in tako naprej. Ogromno pa smo podvrženi seveda potem tudi nekim reklamama, reklamiranju. Ampak vse to pravzaprav vpliva na to, kaj kupujemo in pa tudi kaj jemo. Zdaj, kaj kupujemo, seveda vpliva tudi še naš finančni status oziroma status družine. In tukaj tudi, ko govorimo o nekako razpoložljivosti in pa dostopnosti hrane, je to tudi z finančnega vidika. Sprav, ne samo, da je neka hrana na policah dostopna slovenskemu potrošniku, na voljo, da jo kupi, ampak mora biti pravzaprav tudi finančno dostopna. Zdaj, otroci so pravzaprav še zelo lep poligon za privzemanje zdravih prehranskih navad, ki pa spet v okviru družine ne morejo biti samo eno je mišljenje, kaj bodo otroka v šoli naučili in kako naj šolamo privzgoji zdrave prehranske navade prehranjevanja, ampak je to nekako treba biti zgled ali pa prakticirati tudi znotraj same družine. Se pravi, tako da stopamo mogoče korak nazaj v pripravo jedi iz osnovnih živil. Tega je kar malo, ali pa vedno v usihanju, bom rekla. In pa,
radi se zaradi samega ritma življenja, kot ga imamo, poslužujemo pravzaprav že pripravljenih izdelkov, a ne, pri katerih pa sigurno velja pogledati zdaj na njihovo kakovost. A ne. Ja, to je zelo pomembno, na deklaracijah, kaj vse piše, kaj vse notri, ki je bilo pridelano in tako naprej. Ni enostavno, aplikacija, veš, kaj ješ, nekaj pove, ne, recimo, ali pa še kakšna druga. Torej, meso, zelenjava, denar, gospod Podgoršek, koliko smo pa na meso samooskrbni, rekli smo že perutnina, to je relativno, mislim, kar zdravo, ne, za uživanje, kaj pa drugo, in tudi denar, razmišljam o tem, če bi vsi ljudje povečali, Slovenci, kvalitetno zelenjavo, ne vem, koliko bi nam še ostalo v denarnici, recimo, da hodiš na tržnico domače izdelke kupovati, jaz ne grem vsakič, ker vem, da mi ne bo zneslo, ne. Tako da je tukaj tudi eno vprašanje pač denarja, ali bi država morala to nekako sofinancirati, recimo, ne vem, da bi ljudje... Vem pa, da denar damo radi tudi, kamor ni potrebno, to je pa tudi res. Ja, če se pogovarjamo najprej o samooskrbi, potem pa še o finančnem vidiku, ne, prehrane. Pri samooskrbi smo v Sloveniji, glede na že prej omenjene posebnosti naše države in pogojev za kmetovanje, zelo dobro samooskrbni na tradicionalni živinorejski panogi, torej govedoreja. Imamo več kot dovolj mleka, imamo dovolj rdečega mesa, torej govejega mesa, imamo dovolj perutninskega mesa. Tukaj se kar samooskrba konča, ko govorimo o 100% samooskrbi. Imamo velik izziv v prašičereji, ki nam od nekdaj 80% samooskrbe še ob osamosvojitvi in še nekaj let kasneje smo padli na 30% samooskrbo, glede na to, kaj pojemo. Na drugi strani imamo pa seveda velike izzive na področju rastlinske pridelave, ampak ponavljam, kot sem že uvodoma dejal, če tudi v Sloveniji hipotetično prepovemo živinorejo, ne, v naši državi, je vprašanje, ali bomo zato kaj bistveno bolj samooskrbni na rastlinskem delu, ne, ker pogojev ni. Ne, na gorskih, hribovskih območjih, kot sem že prej uvodoma omenil, tam naravne danosti niso takšne, da bi lahko sploh pridelovali pšenico, zelenjavo in tako naprej. Morda kakšne trajne nasade v redu v kakšnih hribih, mislim, v kakšnih naravnih terenih še nekako. Torej pri zelenjavi, sadju smo tudi odvisno malo od letine, od toče, pozebe in tako naprej, zlasti na sadju, nekje med 30-35% samooskrbni. Ravno tako pri medu, v dobrih letinah, kot je bilo lani, smo že zelo visoko samooskrbni, ampak lanska letina pri medu je bila izjemna letina zadnjih 15 let, verjetno, ne. Sicer imamo tudi tukaj kar nekaj izzivov, ne glede na to, da smo praktično čebelarski narod, ne. Da nas pa res verjetno ves svet pozna po čebelarstvu, ne nazadnje pa tudi Slovenija pobudnica svetovnega dneva čebel in tako naprej, ne. Torej, pri krušnih žitih smo nekje dobrih 50% samooskrbni, ne. Imamo pa leta, ko imamo pa morda koruze celo več, kot jo rabimo, tako za prehrano ljudi, kot za prehrano živali. Zelo smo odvisni od posameznih let, od vremena v tistih letih, v posameznem letu, torej od danosti, ki so nam na razpolago. Zdaj dovolite mi pa tudi misel glede financ, ne. Verjetno smo tukaj malo razvajeni, ne. Poglejmo malo naokrog, vsi bi imeli najdražji mobitel, vsi bi imeli najboljšo televizijo, največjo, še posebej zdaj, ko se približuje neko nogometno prvenstvo in to so vedno televizije v akciji, ne. Da o avtomobilih ne govorimo, ne. Pri hrani bi pa kupovali najcenejše. In dokler imamo takšno miselnost, nam ni rešitve. Nam lahko tudi država sofinancira neko hrano, nam ne bo nič pomagali, ker bomo še vedno kupovali najcenejše, zato da nam bo ostalo več za nek drug luksus. Pa radi gremo za 3 tedne smučati, pa za 3 tedne nekam na dopust, pri hrani bi pa varčevali. Pri tistem delu, ki ga dobesedno zaužijamo, pa varčujemo. In jaz ponovno trdim, da slovenska hrana ni prav nič dražja od uvožene hrane. Še posebej, če pogledamo, kaj na koncu res dobimo na krožniku. Hrana, solata iz neposredne bližine ima bistveno manj odpada, kot ga ima hrana, ki je pripeljana iz nekega globalnega sveta. Neko meso, ki je, bomo rekli, zrejeno, ki ga dobimo od živali, kjer je tehnologija daleč prekomerna, da ne govorimo o državah Južne Amerike, o katerem je bilo veliko govora, kjer uporabljajo rastne hormone, kjer uporabljajo antibiotike kot promotorje rasti. Ko ti ta zrezek daš na nek krožnik in ga spečeš in tako naprej,
odliješ vodo, pa ti ostane bore malo. Zato, ko pogledamo še vse te vidike, tudi v javnih prehranskih obratih, v šolah, vrtcih, bolnišnicah, ko pogledamo tudi ne nazadnje, ali strošek hrane, ki jo zavržemo, zaradi tega, ker ni primerna na krožnik, in na koncu tudi ta odpad plačujemo, nekomu, ki jo odpelje, na koncu verjetno ugotovimo, da je sosedova solata daleč najcenejša, najbolj kvalitetna, praktično brez prevoza, praktično odrezana le malo preden gre na krožnik in tako naprej. In je prav, da imamo tudi ta vidik v mislih. Ravno moja predhodnica je tudi, oziroma ste govorili tudi o označevanju, o poreklu ne nazadnje. Skupaj s Čebelarsko zvezo smo že podali pobudo, torej naša zbornica in Čebelarska zveza, smo dali pobudo in gorski in hribovski kmetje v smeri označevanja porekla tudi mešanih prehranskih izdelkov in pa trgovinskih blagovnih znamk po vzoru medu. Vemo, da Slovenija je leta 2020 predstavila na svetu Evropske unije pobudo za označevanje mešanic medu, dejansko po poreklu, iz katerih držav prihaja, po utežnih deležih. Predtem, oziroma do 14. junija je konec prehodnega obdobja, torej vsak čas bo treba vsak med označevati, kjer je mešanica. Če z ene države ni problem, Slovenija, če pa mešanica medu, bo treba za vsako državo po utežnem vrstnem redu to označevati. Enako smo mi predlagali tudi za ostale prehranske izdelke. Da ne govorimo o registriranih trgovinskih blagovnih znamkah, trgovskih blagovnih znamkah, kjer pa ni več potrebno navajati niti porekla, niti kdo je naredil, ker se smatra, da je registrirana blagovna znamka svojo registracijo uredila že ta del in da je potrošniku to znano. Nimo. Verjemite mi, noben ne ve, kaj pomeni ena trgovska blagovna znamka, kje je narejena, kdo je naredil, iz katere države prihajajo, je vir, ne vemo. Tega enostavno ne vemo. In zato je tukaj naša pobuda bila, da gremo tukaj v jasno usmeritev pri označevanju. In to pobudo smo poslali celotni Evropi, vsem državam članicam, Evropski komisiji, našim evropskim poslancem, Evropskemu komisarju za kmetijstvo, ker menimo, da bomo edini na ta način enkrat prišli do cilja. In smo jo zagnali, pričakujemo, da bomo ob letu Osorej saj dobili signal, da so jo sprejeli, takšna je časovnica na nivoju Brusla in morda tudi tukaj čez 6 let prišli do cilja, kamor si želimo. Pod Gregorič, vi ste želeli še tukaj nekaj pokomentirati. Mogoče bi kljub vsemu, pa to, kar je gospod Podgoršek že zdaj nekako dobro načel, nadaljeval, da pa moramo si priznati, da je evropska živilska zakonodaja ena boljših zakonodaj, ki postavlja relativno visoke standarde in jih tudi prav, da jih ohranja na takem nivoju. Imamo pa Slovenci seveda eno, pa ne samo Slovenci, verjetno tudi drugi narodi, eno bom rekel, slabo lastnost, da pa smo izredno cenovno občutljivi in ključni bom rekel, kriterij za odločitev, kaj bomo izbrali, bodi si v neki restauraciji ali pa v trgovini na polici, so v prvi vrsti cena, okus, potem je navajenost, blagovna znamka in potem sledijo počasi, je res, da se v zadnjih letih pomikajo zgor ti kriterije, pa seveda lokalna domača hrana, se pravi neki atributi, ki grejo v prid tem kratkim verigam oziroma neki samooskrbi in jo tudi nekako na ta način spodbujajo. Vendar pa se moramo po drugi strani spet priznati, da globalna hrana zahodnjaška, globalna hrana gre običajno za visoko procesirano prehrano, je pa seveda po drugi strani zelo dostopna, tako fizično kot cenovna, ker če se boste ozrli po policah trgovine, boste videli, da je z veliko težavo pravzaprav najti izdelke, ki so bodisi slovenskega porekla, bodisi da so minimalno predelani. Jaz se vedno zgrozim, ko pridem do polic za žita, za zajtrke, za otroke in potem moram nekje spodaj in na eni neugledni polici najdem tiste rjav škrnicelj, ki so osnovni vseni kosmiči in da se ne bo hotel gor vse tisti junaki iz risanka. Imam precej izziva že jaz, kaj šele vsi ostali. Tako da, in morate razumeti, da prehranska sestava teh izdelkov ni ugodna, ne podpira zdravja, spreminja našo predstavo o zdravi prehrani, zavaja naše znanje, spreminja naš okus, kar je zelo pomembno, delati je treba predvsem na okusu, spreminja naše potem posledično preference in s tem tudi seveda naše prehranske navade. In prva stvar je predvsem res visoka dostopnost te nezdrave hrane, pa še pokomentiral bi potem še en izziv, ki ga je prej kolegica Mojca že načela,
prehranska vzgoja res nastaja prvo v tej primarni družinska celica, bomo rekli pa v šolah, ampak nažalost se prehranska vzgoja seli iz doma, torej iz domačega okolja v šole, vse bolj hitro razvijajoče digitalno okolje. Digitalno prehransko okolje. To je nekaj, kar se nam je zgodilo v zadnjem obdobju zelo hitro in tudi stroka temu težko sledi. Na tem digitalnem okolju pa morate razumeti, da je stvar precej dezregulirana, se pravi, ni nekega nadzora, ni neke sledljivosti, veliko je dezinformacij, prikritega oglaševanja, neke psevdoznanosti, nerealnih obljub. In še ena nevarnost. Kakšen primer zanimiv? Ja, največkrat so to glih področja energijskih pijač, prehranska dopolnila, skratka tam, kjer se obetajo seveda največji zaslužki tudi. In najbolj nevarno predvsem tem pa je, da mladi takšne vsebine dojemajo kot priporočila in ne kot oglase. Skratka ne razumejo, da gre za oglas, ampak ga preferirajo seveda kot neko priporočilo in na ta način nekako normaliziramo, vsa ta prizadevanja s temi smernicami, ko si želimo, da bi spreminjali, vplivali na prehrano, na prehranski status, pa na po drugi strani seveda to digitalno okolje in s vsemi youtuberji, influencerji in podobnimi, ki se okategorizirajo kot strokovnjaki za prehrano, delajo veliko enih težav. Ja, hujšanje in vse ostale stvari, kaj moramo jesti. Ja. Gospa Mojca, kaj pa je danes v prehrani Slovencev po vašem en večjih problemov, recimo tisto, kar bi morali spreminjati? Se mislim, da smo kar nekaj teh izzivov že izpostavili, se pravi, eno je pač to potegne vsekakor za seboj nekako tudi ekonomski status, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v različnih državah. To smo lahko opazovali tudi v zadnjih letih, recimo z razvojem Kitajske in tako naprej. Se pravi, z višjim ekonomskim statusom se izboljša potem tudi dostopnost do mesa. Tako da pravzaprav z beljakovinami praviloma smo prehranjeni dovolj. Kljub temu, da se daje tudi poudarek oziroma se je nekoliko v priporočilu povečala tudi priporočena količina recimo dnevnega vnosa beljakovin, ko govorimo o gramu beljakovine na kilogram telesne mase, predvsem pri starejših osebah, zato da se pač zaradi samih procesov staranja pravzaprav ohranja mišična masa. Če damo za eno ilustracijo, koliko je to nečesa na dan? Koliko je to nečesa na dan? Če si predstavljate, oziroma priporočilo, recimo na okroglo je 1 gram beljakovine na kilogram telesne mase, kar pomeni potem nekdo, ki ima 75 kilogramov, bi to pomenilo 75 gramov sicer, ampak beljakovine. Vendar pa samo meso, meso kot meso, zrezek. En zrezek 700 toliko gramov, ja? Ja, ni to 75 gramov, zaradi tega, ker ima seveda kar precejšen delež vode, se pravi, se ta količina potem samega živila povečuje. Ne smemo pa gledati, da je to pač edini vir beljakovine, ker sigurno bomo pojedli tudi še kakšne stročnice, če imamo uravnoteženo prehrano. Je fajn imeti kakšno fižolovo stolato, je morda tudi krompir, ki je pogosto v naši prehrani raven, tako tudi lahko vir dela beljakovina. In zato so nekje ta priporočila potem tudi omejena, tako kot recimo en tak zreščič, mogoče velikosti manjše dlani, ali pa da se kombinira potem tudi v alternaciji recimo z drugimi živili. Drugo so pa potem še, se pravi, da se ne osredotočamo samo na določena živila, ampak pravzaprav viri iz recimo sama žita, pogosto spregledana. Kolega Matej je že omenil, kako išče ovsene kosmiče, take čisto navadne, se pravi, ne tiste, ki so polne sladkorjev in pa maščob, ki so priporočljiva ne samo za otroke, ampak tudi za zdravo populacijo, konec koncev, oziroma za odraslo populacijo. Konec koncev včasih je bil en tak zajtrk, recimo enega aktivnega človeka odraslega, tudi mogoče malo hobi športnika, so bili ovseni kosmiči z nekaj rozin, mogoče s par lešniki, in to je bilo super pač kompleksen ogljikov hidrat, ki ti je zasitil za kar nekaj časa, tudi dovajal neko konstantno dozo glukoze pravzaprav v kri, obenem si pa se oskrbel tudi še s prehransko vlaknino. Tako da prehranske vlaknine nam pa manjka. Pri pojemo, če morda zaradi samega sladkega okusa smo pri vnosu sadja še kolikor toliko v redu, nam pa pojemo pa premalo zelenjave,
seveda, ker je morda treba malo začiniti, tudi čisto vsake zelenjave ne uživamo ali pa nam ne paše surova, a ne? In pa potem v kombinaciji z različnimi stročnicami, a ne. Spravi, se strinjate, da v teh smernicah je to dovolj dobro opredeljeno, recimo uporaba tega, kar ste zdaj rekli? Smernice izpostavljajo, a ne, pomen pravzaprav, da nekako tudi, da vire, recimo, zdaj kot beljakovin diverzificiramo, a ne, potem tudi opozarjajo na ta prenizek vnos prehranske vlaknine in tudi navajajo seveda ravno tako kot tudi smernice po ostalih evropskih državah, a ne. Tudi globalno gledano, ne, so ta priporočila, da je treba paziti na zadosten vnos prehranske vlaknine, a ne, ki ga lahko dobimo iz stročnic, ki jih pa pravzaprav vsako lahko v nekem geografskem področju okolje ima določene stročnice, a ne, kjer so pogoji za njihovo pridelavo recimo ugodni, a ne. Zdaj, mogoče, če na same te aktualne, oziroma kar je bil javno objavljen dokument, a ne, tam mi zato nekako ven štrli to priporočilo, da pa dnevno priporočeno teh 25 gramov sojnih izdelkov, a ne. Ja. Tam je meni še vedno ostal ta vprašaj, zakaj ravno sojni izdelki, a ne. Ker to sem nekje prebrala, da soja sama pravzaprav je monokultura, marsikje, ne, je to sporno, da ne vem, izsekavajo gozdove Amazonije, zato da mi potem ali pa naše živali jejo sojino krmo, ne, to, da okoljski odtis je velik, ali pa recimo, ne vem, avokado, ki potrebuje ogromno vode, da nastane, zraste, lokalni prebivalci pa ponekod nimajo dobrega dostopa do vode. Mislim, da moramo imeti te informacije najbrž, ko si želimo jesti tako hrano, ne. Ja, če gledamo čisto nekako v globalnem kontekstu, a ne, tudi trajnosti, to, kar je tudi že doktor Podgoršek prej omenil, pravzaprav vsi ti transporti, a ne, ali pa nekje to insekovanje monokulture na določenih področjih, a ne, so problematični. Je etično sporno, dejansko do ljudi, ki tam živijo, ne. A ne, tako da bi morali res, tako da v posameznih delih, oziroma v posameznih elementih, pač je res treba dati več tega poudarka na trajnost z vseh teh vidikov, a ne, se pravi, da je to trajnost za neko družbo, konec koncev tudi za delovna mesta v nekem okolju, a ne, kot tudi seveda za ekonomsko pozicijo neke države, da je trajnost, da je na ta način vzdržno in pa seveda tudi potem kulturno sprejemljivo oziroma kulturno sprejemljivo, da bomo to uživali, a ne, da bo koristilo našemu telesu in pa spet, da ne bomo pa zavračali oziroma stran metali take hrane zaradi nesprejemljivosti. Tako, ja. Imamo še nekaj minut, bi želela še izpostaviti prehranska dopolnila. Dokument smernic namreč vsebuje precej navedenih stvari, ki naj bi jih človek občasno užival, vitamini takšni in drugačni. Ali to presega nekako javno zdravstvena priporočila? Kako je s tem? Ali je to primerno, da je v smernicah, ali je to zadaj tudi želja, da bi nekdo zaslužil? Pa tudi zakaj bi zdrav človek sploh užival dopolnila? To se večkrat sama sprašujem, razen po zimi D-vitamin recimo. Kako je zdaj s tem? Ker če nekdo ne poje dovolj teh stvari, ki jih običajno jemo, potem moraš posegati po nečem in nekdo zasluži. Kako bi to komentirali ta? Ja, v smernicah so se res znašla tudi poglavja o prehranskih dopolnilih, kar je verjetno, domnevam, posledica tega, da je ponekod prehrana, ki jo te smernice tudi med drugimi, a ne, prehranskimi režimi predlagajo, tudi zelo izključevalna, in v tem primeru, če je prehrana bolj kot je restriktno, izključevalna, omejevalna, seveda se pojavi potreba, da moraš to z nekega drugega vira pač pridobiti, in s tem namenom so verjetno prehranska dopolnila omenjena. Je pa najbrž že zelo znano, da javno zdravje seveda absolutno ima zelo odklonilen odnos do prehranskih dopolnil, ker pravzaprav niso nadomestilo za pestro, mešano, težano prehrano, in pri zdravih ljudeh ni nobene potrebe v bistvu, da bi jo dopolnjevali ali kakorkoli iskali neko bližnico zaradi neuravnotežene prehrane in posegali po teh izdelkih. Zdaj, zlasti, če ni nekih zdravstvenih indikacij, ne. Zdaj pa, če pa so, ne, seveda neke zdravstvene indikacije, in to je ključno, a ne, ključno vprašanje. Ljudje to pogosto jejo brez nekega vzvoda, ampak če pa so indikacije, da obstaja neka povečana potreba ali pa dokazano pomanjkanje, v tem primeru seveda pa je morda uporaba prehranskih dopolnil smiselna, ker je treba se zavedati, da gre za prehranske dopolnila za bom rekel, gre za fiziološko aktivne, torej en koncentrat fiziološko aktivnih snovi, da lahko hitro te odmerki
so bodi si preseženi ali pa kakorkoli drugače prehransko dopolnila tudi onesnažena in povzročijo lahko številne neželene učinke. Tako da z izjemo vitamina D, ki ste ga sicer že omenili, za katerega je bilo dovolj dokazov in argumentov, da imamo neko izrazito sezonsko nihanje, tako da v tem jesensko-zimskem času je ta preskrbljenost na splošno pri celotni populaciji nezadostna, kaj šele optimalna, tako da smo šli v smeri nekih mehkih priporočil za zdravo populacijo, sicer pa kot močna priporočila za te bolj ogrožene skupine. Sicer pa poznamo dodajanje prehranskih dopolnil že, v obliki folata oziroma folne kisline v času nosečnosti, ali pa v kakšnih drugih indikacijah, ko je, zmanjšana, to je že bolj klinično, funkcija prebavnega trakta, ko je torej okrnjena absorpcija, ali pa pri izključevanju, kot smo prej rekli, določenih skupin živila iz prehrane. Zdaj, seveda je pomembno tudi to, da je dostopnost zelo velika, široka do teh prehranskih dopolnil in po drugi strani zelo slabo nadzorovana, tudi področje oglaševanja, kar seveda posledično prispeva k temu, da je potrošnja poraba teh prehranskih dopolnil narašča, še zlasti v času covida smo imeli prav eskalacijo, ker so ljudje iskali pač neko zatočišče ali pa želeli so si pač na tak način pomagati in so posegali po prehranskih dopolnilih, ki so kakorkoli pač navajali, da izboljšujejo imunski odziv. In zdaj, seveda pa se najbrž vsi zavedamo, da so dostopna ne tako samo v prodajalni, ampak da jih imamo sicer v vsakem fitness centru, pravzaprav, da je cel kup televizijske prodaje, da je to na spletu, kjer se seveda ta nadzor in sledljivost izgubijo. In mi tudi v okviru nacionalnega sistema, imenovanega Nutrivigilanca, kjer spremljamo te neželene učinke, smo včasih kar presenečeni, kako ljudje pravzaprav dojemajo prehranska dopolnila kot nekaj zelo varnega, po drugi strani pa kar nekaj, teh učinkov zabeleženih na prebavni sistem, na jetra, alergije in podobno. Seveda, vse povsod gledajo ven prehranska dopolnila, ker to ni zdravilo in so podvrženi manjšim nekim zakonodaji. Zdaj me pa še zanima namakanje in rastlinjaki, gospod Podgoršek. Če bi želeli pojesti več zelenjave in jo imeti več doma, bi jo morali več pridelati. Recimo podjetje Lušt mi prihaja na misel, tam izkoriščajo tudi to geotermalno energijo, ali bi lahko z namakanjem z rastlinjaki v Sloveniji vendarle povečali to prehransko varnost. Recimo v Izraelu, ko sem bila tam, mene je presenetilo, koliko imajo rastlinjakov, so ustvarili noro veliko svoje proizvodnje na polpuščavi. Ja, seveda. Naše mnenje je tukaj zelo jasno, ne samo za zelenjavo, tudi sadje, tudi ostale poljščine, žita. Pri vseh teh kulturah Slovenijo čaka en velik izziv, kako stabilizirati pridelavo med leti. Kajti, če pogledamo samo oskrbo, smo v zadnjih 10 let, vidimo, da imamo nekaj zelo dobrih let, 2019, 2020, tudi 2021, relativno dobro leto z visoko stopnjo samooskrbe, tudi pri žitih in tako naprej. Potem je prišlo leto 2022, suša, nam je samooskrba strmoglavila. Torej, tukaj je naša naloga, ki nas čaka, stabilizacija pridelave. Da poskušamo vsakim letu pridelati neko predvidljivo količino hrane, rastlinskega izvora. No in če smo ravno pri zelenjavi nedvomno smo v Sloveniji zaradi naravnih danosti bolj ali manj vezani na sezono, ki je relativno kratka, krajša kot v Izraelu, krajša kot v jugu Španije in tako naprej, Grčija. In v tem delu nam lahko bistveno podaljša sezono postavitev rastlinjakov, če imamo srečo, da imamo še kakšno toplo vodo, geotermijo nekje blizu, še toliko bolje. Praktično lahko načrtujemo pridelavo 365 dni na leto. In te investicije nas nedvomno čakajo, če bomo želeli povečati samooskrbo. Ampak kot že prej rečeno, verjetno bi k tej samooskrbi veliko pripomoglo tudi sezonsko prehranjevanje. Če bomo mi vedno iskali, kadarkoli imamo kakšno praznovanje po zimi in poleti, jagodo in paradižnik, potem smo vezani na uvoz.
mi naravnih danosti nimamo, tako veliki, da bi lahko 100% pokrili te potrebe. V enem delu kot pravimo, lušt je en takšen svetla izjema, so nove ambicije po novih takšnih objektih. Solata recimo. Tako je, so torej nove ambicije po podobnih objektih, kjer bi izkoriščali geotermijo za ogrevanje. Torej v enem delu lahko tudi v zimskem času pridelujemo neko svežo zelenjavo, kjer pa je novi izziv, takrat je kratek dan, ne, in fotosinteza počasnejša in ne moremo nadomestiti samo s toploto tistega, kar sicer narava poleti nudi, tudi z dolžino dneva, intenzivnostjo sončnega sevanja in tako naprej, česar tudi z osvetljevanjem ne moremo povsem nadomestiti. Torej v vsakem primeru bo po zimi nekoliko manj tega, če tudi gremo v tej smeri. Da, ampak to je zagotovo rešitev, da bo na krožniku več hrane slovenskega porekla, praktično 365 dni na leto, tudi rastlinskega izvora. Dovolite mi pa čisto za konec, prepričan sem, da je hrana pridelana v Sloveniji varna, zdrava in kakovostna. In je prav, da se kot potrošniki tega čim bolj zavedamo in bodimo zahtevni potrošniki. Zahtevni potrošniki pomeni, poglejmo našo deklaracijo, kajti hrana, ki je pridelana in tudi predelana v neposrednji okolici, na kmetijah, dopolnilne dejavnosti, tudi živilsko-predelovalni sektor imamo kar varen. Včasih rečemo ravno prav zaostal, da še vedno delamo mlečne izdelke iz mleka in mesne izdelke iz mesa, ker v svetu je to morda že vse kaj drugega kot to, kar govorimo. Ker pomeni, bodimo zahtevni, poglejmo, iz kje nekaj prihaja, kaj ti hrana, ki jo kupiš v svoji bližini, ima zagotovo manj vseh potrebnih konzervansov, aditivov, ker tega niti ne potrebuje, zaradi tega, ker ni podvržena dolgim transportnim linijam, vse hladni verigi, ki so včasih lahko tudi zaradi ne vem kakšnih vzrokov prekine in tako naprej. Torej, kot potrošniki lahko največ naredimo zase, s tem, da kupujemo lokalno hrano in s tem tudi stabiliziramo pridelavo. Še zadnja beseda, gospa Mojca Korošec. Verjetno bodo te smernice še kako popravljene, si predstavljam zdaj v prihodnosti. Kaj bi si želeli, tisto, kar bi bilo obvezno, da je notri po vašem strokovnem mnenju? Zdaj trenutno nimam nobenih informacij, kaj ne bi se z njimi dogajalo, vendar pa vsekakor nekako pričakujem in mi je tudi to povsem logičen proces, da se v njihovem sestavljanju, popravljanju, pravzaprav da sodelujejo pravzaprav vsi deležniki, ki so vključeni tako v pridelavo, predelavo, kot tudi potem pri samem, bomo rekli, planiranju hrane oziroma vrednotenju hrane. Se pravi, več deležnikov in da so pravzaprav tudi same smernice sprejete s konsenzom, dejansko na podlagi pravzaprav tako ugotovitev raziskav v Sloveniji o naših prehranskih navadah, o naših preferencah, o tem, kakšne zmožnosti, sposobnosti imamo, tudi z neko tisto dolgoročnejšo vizijo, kaj lahko še vse pridelamo in predelamo. In tudi majčkan tega, kako lahko še vpeljemo neke tako nove okuse, ampak ob upoštevanju pravzaprav, da okus spreminjati, da ta proces gre pravzaprav zelo počasi. In da to je fajn, da je vedno pravzaprav koristno to ob sodelovanju in pa vključenosti vseh deležnikov. Gospod Gregorič, zadnjo besedo. Ja, sej je bilo v bistvu že povedano to, kar sem tudi sam želel povedati. Jaz bi rekel predvsem, da se treba lotevati prehranskih smernic predvsem z veliko mero previdnosti. To je prvo, drugo, kar je bilo že rečeno, želimo si čim širši strokovni konsenz. Predvsem pa ključno je, da se prehranske smernice uskladijo s kmetijsko strategijo, da izhajamo iz naših danosti, naših možnosti, ker v tem primeru bomo tudi te lokalne podporne sisteme tudi bolje podpirali. To, kar sem danes že večkrat omenil, prehransko modeliranje je nujno izvesti na prehranskem vzorcu, da sploh vemo, pri čem smo. In kot zadnje, kar sem tudi že večkrat poudaril, ni toliko poudarka na smernicah, pa da se lovimo okoli tega, koliko mesa, koliko ne, ampak res vizija je ustvarjati pogoje in možnosti za to, da se bo slehernik uspel zdravo prehranjevati v okolju, da bo okolje dalo te možnosti, da bo podpiral zdravo izbiro, lokalno izbiro v čim večji meri, torej tako fizično kot cenovno. Skratka, tisto, da bo sleherniku taka hrana čim bolj dostopna in da bo lahko tudi dnevno vključil v svoje prehranske navade.
Tako, kar ste zdaj povedali, naj zaključim z mislijo v upanju, da nas bo hrana Slovence povezala med seboj, nekaj, kar si želimo, da bo za vse dobro, tako leve in desne, take in drugačne, ne? Ker jesti moramo vsi in si želimo jesti dobro in ostati zdravi. Zahvaljujem se vam, gospa profesorica dr. Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete, dr. Matej Gregorič iz NIJZ in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice dr. Jože Podgoršek. Hvala vam, da ste bili gostje na valovih Radia Ognjišče. Z veseljem. Hvala lepa. Pogovor sem pripravila Meta Potočnik. Nasvidenje. Veliko povemo, tudi z druge strani.